ljudi, veselje v srci, postojte že, nasmejte se, ponudite svoje roke. Z delom svojih pridnih rok počastite ga, zveličarja. Trud vaš bo blagoslovil Bog, zato slavite ga, ljubite ga. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižno vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižno vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Ni kazen Božja, ki mori, je le utrjevanje v življenju, ki krepi duha, da Bog pozabljeni. Ne bomo preizkušeni čez mero, saj Bog ljubi nas ljudi. Ne smemo izgubiti vero, brez nje se vsako upanje izgubi. Življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižno vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižno vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše. Hvala lepa si, Marija, moji cenjeni gledalci. Lep pozdrav tudi gledalcem Ptujske televizije, kateri so tudi z nami in vsem ostali, ki po celoti Sloveniji. Predvsem pa pozdravljam tudi vse prijatelje preko krščanskega strežnika RKC v zamejstvu naše zdomce. Vesel sem, da smo zopet skupaj v eni domači oddaji Pot poti. Danes sem pa gost v Minolitskem samostanu v Ptuju, kjer Ptuj poznamo predvsem po kurentovanju, ampak bi vas predvsem povabil, da tudi če obiščete Ptuj, da obiščete ta prelep samostan, pomolite pred kipom, pred najsvetejšim tudi imajo zelo lep kip Marije iz Medžugorje, o katerem bomo nekaj več rekla. Sedaj pa lepo pozdravljam tukajšnjega provincijala, patra Milanja, Bog pa živi v naši domači oddaji Pot poti. Tudi vi lepo pozdravljeni, prav tako vsi gledalci televizije lepo pozdravljeni. V imenu vseh nas Minolitov, mir in dobro. Spoštovani pater provincijal, ali se lahko našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite, odkot prihajate, kako vas je vodila življenjska pot, kako ste se odzvali Gospodovemu klicu na ta težek ali lep duhovni poklic? Lahko rečem, da sem zelo blizu Ptuja doma. In sicer je to Sveti Urban pri Ptuju ali Destrnik, kako danes se rečemo, temu kraju. Tako sem otroška leta preživel v tem domačem kraju, kjer sem tudi končal osnovno šolo. In v času osnovne šole, kako sem v zadnjih letih začel tudi ministrirati
na povabilo domačega župnika, ki je imel zelo lepo navado, da nas je vedno po koncu svete maše povabil ministrante, da smo se zbrali pri tabernaklu in tako skupaj molili navadno molitev Oče naš, zato da bi se izbrali pravo življenjsko odločitev. Seveda ob tisti molitvi nikoli nisem razmišljal osebno o sebi, da bi postal duhovnik, redovnik, ampak nekako s časoma je ta molitev delovala in svojo milostjo je Bog posegel v moje življenje. Predvsem ob novi maši domačina gospoda Milka Horvata, ki je na koncu moje osnovne šole imel v domačem kraju novo mašo. Takrat sem nekako začutil tudi sam željo, da bi stopil na to pot. In prav po njegovi zaslugi, ki me je tudi osebno potem povabil, sem prišel minoritom, ker sem bil sprejet malo semenišče in tako sem potem v Ljubljani opravljal gimnazijo v Želimljem pri Salezijancih. Takrat je bila to privatna gimnazija, ki ni bila priznana pred državo, ampak smo v koncu vsakega leta morali delati izpite na državni gimnaziji in praktično smo tako potem tudi tam maturirali. Ob tem seveda sem nekako vedno bolj spoznal tudi poklic ali pa pot redovnika, duhovnika znotraj minoritskega reda in opravil potem tudi noviciat na Cresu in po končani vojski potem opravil tudi študij teologije v Ljubljani na Teološki fakulteti. Zakaj ste se pravzaprav izbrali minoritski red med velikimi redovi? To bo vprašanje, ki si ga verjetno tudi naši gledalci sedaj zastavljajo. Je pa še moje opazovanje, da ste zelo blizu, tale vaš red je zelo blizu tistemu preprostemu človeku, se pa pisno sedeč naših gledalcev daje, kot ti opažam. Kaj je to tistega? Ja, lahko rečem, da je ta pot, da sem prišel v minoritski red, Božja milost, če smem tako reči, ker dejansko nisem poznal minoritov, z njimi se posebej nikoli nisem srečeval, dokler torej moj predhodnik Milko Horvat ni imel nove maše, ki je bil prav tako minorit in takrat na tej novi maši seveda so bili tudi minoritski bogoslovci in semeniščniki, s katerih sem se takrat tam spoznal in sem nekako začutil med njimi prav to, kar ste omenili, to preprostost, to veselje, ki me je pritegnilo in potem nekako je bila ta pot med željo domačega duhovnika, da bi postal škofijski duhovnik in pa se pravi med željo Milka Horvata, da pride minoritsko semenišče, potem prevladalo prav to poznanstvo, to preprosto življenje, veselje in radost, ki me je potem pritegnilo, da sem se odločil in prišel v minorito. Nam lahko predstavite red bratov minoritov, kje na Slovenskem se nahajajo samostani? Ja, na Slovenskem smo lahko Bogu hvaležni, ker imamo svojo lastno provinco. Se pravi, to pomeni, da imamo toliko patrov, bratov, da lahko nekako imamo svojo upravo. In sicer naša slovenska minoritska provinca ima 9 samostanov in pa eno podružnico ali filialno hišo, kakor mi temu rečemo. Seveda, središče našega minoritskega življenja je glavno tukaj na Ptuju. To je pogojeno z zgodovino, kajti vsi ostali samostani so bili z jožefinskimi reformami ukinjeni, ne bo to Slovenska Bistrica, Celje, Maribor, tako naprej, medtem ko je ostal ta ptujski samostan tukaj na štajerskem področju edine. In seveda ob tem samostanu nekako, ki je neprenehoma torej imel to tradicijo redovnega življenja v okviru našega reda, so nekako se začeli počasoma razvijati tudi drugi samostani in postojanke. Tako imamo na Ptuju še en samostan, Svetega Viktorina, potem imamo tukaj
podružno hišo ali filialno v Dornave, blizu je Ptujska gora, Viden, Podlehnik in seveda pred leti smo tudi se naselili v Olimjo, ki je danes zelo prepoznavno v Sloveniji, predvsem po naših bratih, ki se ukvarjajo z zdravilstvom, rastlinami. Medtem ko imamo tudi v Ljubljani, v Sostrem svoj samostan in pa seveda tudi na obali v Piranu, kot drugi najstarejši samostan. In v Avstriji na Koroškem, kjer nekako poskušamo predvsem tudi skrbeti za Slovence, se pravi na dvojezičnem področju v Svečah, medtem ko ne opravljamo samo Sveč, ampak širše področje pastoralno v tem področju, kjer so Sveče in ostale župnije okrog na Koroškem. Ste tudi provincial. Kaj to pomeni, da lahko predstavite vašo službo, ki jo opravljate, kajti z nami so tudi gledalci oddaje, ki še niso spoznali Božje ljubezni, in je prav tudi, da neko več tem rečemo. Ja, provincial navadno pač rečemo temu, da provincial pomeni predstojnik, se pravi tisti, ki nekako skrbi za celotno provinco. Boljši izraz, ki bi ga naj uporabljali, je služabnik, kajti provincial je tisti, ki je resnično pač od bratov izbran, da vodi celotno bratstvo, se pravi provinco, tako imenovano. Vendar prvi vrsti je tisti, ki je na voljo vsem bratom v provinci, da se z njimi pogovarja, skupaj z njimi nekako odkriva njihovo duhovno življenje, njihove potrebe, išče možnosti, kjer bi bilo njihovo poslanstvo, delovanje najbolj učinkovito, kjer bi odgovorili na Božji klic. Seveda ob vsem tem duhovnem življenju, skrbi za brate, za bratsko življenje, medsebojno povezano z bratom samostanom, pa so tudi čisto vsakodnevne stvari, ki jih je potrebno reševati, tako v zvezi z posameznimi samostani, kakor s provinco in v neki meri lahko rečemo povezanosti s Slovensko cerkvijo in seveda pa tudi v povezanosti z vodstvom našega reda, ki je v Rimu, da tako nekako se ohranja ta medsebojna vez in pa seveda, da se tudi vse tisto, kar se v okviru reda načrtuje, tudi v naši provinci izvršuje in nekako poskušamo slediti temu programu našega reda, ter tudi živeti ta duh nekoliko širše, ne samo zaprto znotraj Slovenije. Tako da ta služba, se pravi, lahko rečemo na ene strane služenje bratom, na drugi strane skrb za njih, povezanost medsebojna in pa seveda tudi potem povezanost na zemlji, pa čisto vsakodnevne tehnične zadeve, ki jih je potrebno urejati, kako vsake ustanove. Jaz bi naše gledalce še posebej povabil, da dajo Boga na prvo mesto, potem bodo tudi vse stvari v njihovem življenju na pravem mesto. Vas bi pa vprašal, zelo radi vas povabil na duhovne vaje, ali se moramo na te vaje posebej pripravljati, ali je to nekaj vsakdanjega premišljevanja, molitev, kaj bi vi dejali kot duhovnik? Ja, gledajte, tako je gotovo, da je naše prvo poslanstvo, naše duhovno življenje. Se pravi, kot duhovnik, kot redovnik, vsak dan moram gojiti osebno odnos s Bogom. Za mene osebno je najbolj dragocen jutranji čas, naj bo to v skupni molitvi, ki jo opravimo bratje skupaj, potem premišljevanju Božje besede ali meditacije, kako mi temu rečemo, molitvi rožnega venca in pa sveti maši, ki jo zjutraj skupaj obhajamo. To približno 2 uri časa in v teh 2 urah nekako je tisti lep trenutek posebnega odnosa z Bogom, iz katerega potem lahko živim vsakodnevno življenje. Ampak seveda ne gre samo za to, da se trudim za osebno duhovno življenje. Poslanstvo vsakega
redovnika, duhovnika, kako tudi krščanskega laika, je oznanjevanje Božje besede, se pravi prenašanje Jezusa Kristusa ljudem v današnji čas. In seveda, če imaš sam to bogatstvo, izkustvo živega Boga, potem to tudi lahko deliš. Tako ne gre torej to za vsakodnevno srečevanje z ljudmi, ne gre to za delo z različnimi skupinami, ne gre to za pridiganje, ne gre za duhovne vaje, misijone ali kakršnokoli drugo poslanstvo. Je potrebno najprej v sebi imeti ta duhovni zaklad, s katerim potem lahko nekako prideš pred ljudmi in jim to, kar v sebi nosiš, tudi daješ. Če ni osebne molitve, če ni živega odnosa z Bogom, potem nekako tudi ne more biti tistega pravega oznanjevanja in ljudje to hitro začutijo in tudi vejo, ali gre samo za neke besede, za nagovor, ki je lahko lep, vendar če človek to tudi nekako res v svojem srcu živi, to vsak iz nas hitro začuti, ko posluša človeka, ki govori. To ste nam zdaj zelo lepo povedali. Ali obstaja tudi ženska veja redovnic, minoritinje, oziroma kako se imenujejo? Ja, torej prav v tem smislu tako, kakor mogoče si lahko predstavljamo pri Salezijancih, Včeraj Marije Pomočnice ali pri Lazaristih ali kjerkoli druge, v tem smislu tako ne obstaja. Je pa seveda povezanosti z našim redom veliko redov sester, ki imajo, kako lahko rečemo, to našo duhovnost. Gotovo gre v prvi vrsti za klarise. Klarise so tesno povezane z nami in z duhovnostjo svetega Frančiška. Se vemo, da je Klara prav se navdušila v Frančiška in k njemu prišla, ki je sprejel in je nekako dal navodila za njeno duhovno življenje in redovno skupnost, ki se je ustanovila. S časoma skozi zgodovino seveda je nastalo veliko različnih redov sester, znamo šolske sestre in druge sestre, ki torej gojijo Frančiškovo duhovnost in so z nami zelo povezane. Je pa tudi seveda povezanosti z našim minoritskim redom, mogoče govoriti o nekaterih redovih sester, ki nekako predvsem želijo živeti duhovnost svetega Maksimilijana Kolbeja, ki je bil tudi eden izmed članov našega minoritskega reda in prav ob njem se navdušujejo in živijo našo duhovnost, način življenja, ki bi naj odgovarjal na potrebe današnjega časa. Morda bi še izkoristili torej priložnost, bi kakšno besedo tudi o Maksimilijanu Kolbeju dejali? Ja, sveti Maksimilijan Kolbe je veliki svetnik. Ob letos obhajamo 70 let njegove smrti. Ravno v teh dneh sem bil v Njepokolanovo, to je mesto brez mladežne ali samostan, ki ga je ustanovil leta 27 in v slabih 15 letih do druge svetovne vojne je njegovo redovno življenje, ki ga je tam zastavil, pritegnilo toliko mladih, da je v samostanu bilo skoraj 700 redovnikov. Veliko pričevanje, ki ga je tam vršil, je bilo predvsem molitve in pa v delu. In sicer si je zadal popolno posvetitev brez mladežne in tudi ustanovil tako imenovano vojsko brez mladežne in v tem tudi ustanovil različne revije, ki jih je tiskal v svoji tiskarni in širil po celotnem svetu. Druga svetovna vojna je nažalost prinesla to, da je bil poslan v Auschwitz in tam je tudi potem daroval prostovoljno življenje za enega izmed tovarišnikov, družinskega očeta, ki je potem dolga leta še živel. Vendar Maksimilijan Kolbe je takrat tam svoje življenje želel darovati
kajti dejal je, sem katoliški duhovnik in moje življenje je priprava, delo in žrtev. In nekako je začutil, da v tistem trenutku darovanje torej je nastopil čas njegove žrtve in je to tudi izpolnil. To nam je veliki vzor, predvsem v posvetitvi najprej brezmadežne Mariji, da izpolnjujemo Božjo voljo. On je videl, da je potrebno resnično odkrivati Božjo voljo in po njej živeti. Marija mu je bila tukaj največji vzor in potem je vse svoje moči zastavil za to, da bi postal svet. Pravi, vsak človek, ki je poklican svetosti, tudi jaz sem in zato želim postati svet in zato se trudim in zato je delo. In to je za današnji čas zelo pomembno, da bi tudi se mi zavedali te poklicanosti. Ali smo duhovniki, redovniki, laiki, kjerkoli živimo, karkoli delamo, sem poklican svetosti in zato se moram iz dneva v dan truditi in storiti vse, kar je mogoče, da bi postal svet. To so pa preproste stvari, se pravi izvrševati tisto, za kar sem odgovoren, in pa moliti, prijemati zakramente, duhovno živeti, biti povezan z Bogom. Kako se je kandidat pripravljal za vstop v vaš red? Lahko si sam izbere kraj, trajanje, kako to poteka? Ja, pri nas torej nekako imamo to začetno vzgojo opredeljeno v naših pravilih, kako izgleda. Nekdo, ki se zanima za naš red, zato da bi postal duhovnik, lahko pa postane tudi redovni brat, se pravi, da ni duhovnik, redovni brat, ki lahko upravlja najrazličnejša dela, naj bo to v cerkvi ali pa tudi čisto druga dela, lahko je tudi, ne vem, profesor, učitelj, karkoli drugo. Vsi ti kandidati torej enkrat začutijo željo, da bi prišli k nam in nekako omogočimo najprej določeno obdobje, rečemo do enega leta približno, da so pri nas, da spoznajo redovno življenje nas minoritev nekoliko odbližje. Navadno se to zgodi v minorijskem samostanu v Olimju, kjer potem ti kandidati preživijo skupaj z našimi brati, ki so tam to leto in tako bliže spoznajo, kakšen je vsakdanjik minorita. Potem pa sledi tako imenovani postulat, se pravi, če se nekdo odloči, res to želim živeti, tem 2 leti je bolj intenzivne priprave, spoznavanja pravil našega reda, bolj tudi življenja že v tem smislu, ki je v Ljubljani, Sostrem, in na to sledi leto novicijata. To je leto, ko torej že dobi kandidat redovno obleko in skupaj z patri je navzoč redno pri molitvi, pri vseh opravilih, tako da dejansko preizkuša to redovno življenje ali ga je sposoben živeti. Ko to leto konča, potem naredi prve zaobljube, ki torej so lahko 1 leto, 2, 3 leta in seveda potem nekako teh letih po novicijatu, če so to kandidati za duhovnike, potem nadaljujejo študij na teološki fakulteti, že so bratje, se potem izobražujejo v poklicu, ki bi ga želeli opravljati, ali v tistih vsakodnevnih delih, ki jih delajo v samostanu. In na to po nekaj letih teh preprostih zaobljub pa potem pride odločitev, da želim narediti zaobljube za večnost, pravi za celotno moje življenje. To je potem tisti slovesni trenutek popolne izročitve Bogu po zaobljubah, ki bi vam prav tako torej to obdobje poteka v Ljubljani. Je pa verjetno molitev tista, ko je verjetno vsak duhovni poklic tudi izmoljen. Ja, seveda, Jezus nam pravi, prosite in boste prijeli. In gotovo, da če gledam tako sebe, kako gledam druge, marsikdo si težko predstavlja, da bi lahko bil duhovnik, redovnik, če tukaj ne bi bilo Božje milosti, se pravi, da je Bog tisti, ki te izbere. Bog nekako nas je izbral, vendar njegovo naročilo je, da moramo tam in prositi in izmoliti duhovne poklice.
In zato v današnjem času, ko je veliko pomanjkanje duhovnih poklicev, je verjetno potrebna zavest med nami, prav v tem smislu, se pravi vprašanje, koliko jaz storim za duhovne poklice. V prvi vrsti prav z mojo molitvijo, z mojo žrtvijo, ali sem pripravljen se darovati, si vzeti čas, stopiti pred Boga, moliti in prositi, da bi podaril našemu narodu, celotni cerkvi, duhovnih poklicev, ki bodo torej pričevali, oznanjevali in delali to, kar je naročito delati v moj spomin, se pravi svete Euharistijo. Zato brez molitve seveda se ne moremo zamišljati, da bi imeli duhovne poklice in tudi duhovno življenje in življenje redovnika, duhovnika brez molitve nekako je, bi lahko rekli, usklonjeno, je nepopolno, zato res smo vsi povabljeni, da drug za drugega molimo, da nas, ki smo že redovniki, duhovniki, da vztrajamo v svetosti in pa seveda predvsem za mlade, tiste, ki bi stopili na to pot. Nahajamo se v Mauricijem samostalnem Ptuju, ki ima bogato versko, kulturno in zgodovinsko tradicijo. Ali nam lahko predstavite na kratko zgodovino samostana svetega Petra in Pavla, čeprav je v tak kratkem času tudi to težko? Ja, seveda, zgodovina tukajšnjega samostana je zelo bogata, obširna. Vsekakor gre za samostan, za katerega lahko rečemo, da je prvi samostan v okviru današnjega ozemlja Slovenije, kamor so prišli Frančiškovi bratje. In sicer nekako zgodovinarji trdijo, da je bilo to leta 1239, ko bi naj torej prišli predvsem prav preko nemškega področja do Ptuja in tukaj se predvideva, da je stala kapela svetega Petra in Pavla, v kateri so se naselili in kmalu nekako prav zaradi te svoje preprostosti, skromnosti Frančiškovega duha, ki so ga imeli in živeli, so dobili veliko naklonjenost ptujskih meščanov, ki so jim potem pomagali, da so že v letih 1260 do 1290 zgradili prvogotsko cerkev na tem mestu. In to, da je to se resnično v tem času zgodilo, nam potrjujeta dve stvari. To je kip tako imenovane ptujske minoritske Madone in pa freska svetega Frančiška Asiškega, za katero trdijo, da bi bila celo ena prvih izven Italije. To sta torej dokumenta, ki potrjujeta to, da je torej cerkev že v letih 1290 najpozneje tukaj bila zgrajena in v tej cerkvi so se bratje tudi zgradili majhen samostan. Potem nekako koncem 14. stoletja je denar Ptujski zapustil poroko, če bodo ptujski gospodje zamrli, potem celotno njihovo premoženje prehaja na minoritski samostan in pa dominikanski, ki je bil pod Gralom, prav tako zelo mogočen tistem času. In v 15. stoletju se to resnično zgodilo, so ptujski gospodje zamrli in celotno premoženje torej prehaja na ta dva samostana. To je bila potem nekako tista osnova, s pomočjo katere je Gašper Dieter, ki je bil gvardijan, provincial tukaj v tem samostanu. V letih 1681 do 1696 celotno cerkev barokiziral, naredil zunaj čudovito baročno fasado, pročelje in ob cerkvi tudi zgradil Loretsko kapelo, ter samostan dogradil takšno obliki, lahko rečemo, kako ga danes vidimo. In v tem samostanu je tudi takrat nastala čudovita obetnica ali refektorij, ki še danes ohranja krasne freske, ki se jih da videti in seveda nam predstavljajo življenje apostolov Petra in Pavla. Nažalost je druga svetovna vojna bila tista, ki je naredila veliko rano
temu samostanu, saj je 4. januarja bila bombardirana cerkev, popolnoma porušena in verniki so po vojni 2 letih celotni prostor očistili in želeli zgraditi cerkev ponovno nazaj. Vendar tedanja oblast tega ni dovolila, nasprotno, na tem mestu je zgradila novo zgradbo, pošto, tako da bi onemogočila kakršnokoli razmišljanje v tej smeri. In dejansko lahko rečemo, da je želja in pa molitev, ki so jo verniki in patri v tistem času molili vsak dan pri maši, obrodila sadove v zadnjih letih, kajti leta 2001 se je ponovno uresničilo to, da smo lahko to pošto podrli in zgradili cerkev nazaj, ki ima zunaj takšno obliko, kakor je imela pred vojno, notranjost je prilagojena današnjemu času. Tudi samostan, ki nam je bil vrnjen, smo poskušali prenoviti in seveda samostanu dati to vsebino, ki jo je imel že pred vojno. Namreč samostan lahko rečemo, da je nekako v 3 smerih deloval skozi zgodovino. Prvo je gotovo to pastoralno delovanje, apostolat, se pravi, ki se je vršil v cerkvi, potem z župnijskimi reformami je tudi nastala tukaj župnija, tako da je bilo tudi župnijsko delo. Drugo, kar je bilo tukaj zelo pomembno, je bilo izobraževanje. Samostan je imel skozi zgodovino tudi različne šole in tukaj so pred drugo svetovno vojno imeli tudi svoj internat, torej semenišče, kjer so se vzgajali bodoči redovniki, duhovniki. In tako je z različnim izobraževanjem poskušal tem ljudem, ki so bili tukaj in pa tudi širšemu področju, dajati nivo, ki je bil primeren za to, da bi ljudje nekako lahko dostojno živeli, bili izobraženi in bi zmogli torej tisto opravljati, kar jim bilo zaupano. Hkrati seveda je imel močno poslanstvo v smislu tega, da je se trudil za slovenstvo na Ptuju. Vemo, da je Ptuj bil pred vojno precej nemško govoreče, veliko Nemcev, vendar tukajšnjo cerkev so vedno imenovali slovenska cerkev. Prav po zaslugi patrov, ki so tukaj torej resnično se trudili, se prizadevali ohranjati slovensko besedo in so imeli tudi najrazličnejše krožke in dejavnosti v tem smislu, da bi ljudi vzgajali in jim dajali zavest, da pripadajo slovenskemu narodu, naj bodo na to ponosni. Seveda, zraven vsega tega je pa bila tudi močna kulturna dejavnost z najrazličnejšimi igrami in drugimi prireditvami, ki so se dogajale v tem samostanu. Tako nekako tudi sedaj, torej poskušamo, ko smo, lahko rečem, v neki meri spostavili tisto prvotno stanje pred drugo svetovno vojno, se truditi prav v vseh 3 področjih, da bi naš samostan bil navzoč v tem ptujskem prostoru. Lepo. Kdo sta pa bila apostola sveti Peter in Pavel? Ja, apostola Peter in Pavel sta resnično, lahko rečemo, apostola. Če se mi tako reče, utemeljitelja začetka cerkve. Peter vemo, da je bil apostol, Jezusov učenec, ki ga je spremljal na njegove poti oznanjevanja in vemo, kako goreče vedno nekako želel hoditi z Jezusom, mu služiti, pa kljub temu je svoje človeške slabosti vedno znova ga tudi zatajil ali nekako se od njega oddaljil. Vendar po Jezusovem stejenju, potem ko je tudi sam prejel darove Svetega Duha, poslušamo v teh velikonočnih dneh, kako pogumno je stopil pred ljudi in začel oznanjati tega Kristusa, ki so ga Judje križali in je sedaj stal od mrtvih in živi. In tako lahko rečemo, da je šel po svetu do Rima in oznanil to veselo oznanilo in tudi od Jezusa prejel nekako
če se mi reče, posebno nalogo, da postane torej tisti prvi papež, tisti, ki bo vodil cerkev, in to je tudi v polnosti prišel. Za apostola Pavla pa vemo, da je torej bil Jud, ki je predvsem na začetku svojega življenja močno zatiral kristjane, jih poskušal uničiti, in v tej gorečnosti ga je Bog presenetil. Pred Damaskom ga nagovoril in Pavel je bil toliko odprt temu Božjemu duhu, da je slišal Božji glas, da je to Kristusovo povabilo sprejel in potem s gorečnostjo, s vsemi močmi, ki jih je imel na razpolago, zastavil svoje življenje in vemo, da je bil neutruden apostol, ki je ustanavljal prve krščanske skupnosti v Mali Aziji, nekako tudi sam prišel do Rima. Predvsem pa vemo, da je bil tisti, ki je tudi neutrudno pisal in svojimi pismi spodbujal te skupnosti krščanskemu življenju, nam tako zapustil tudi bogato dediščino, ki je ohranjeno v Svetem pismu. Zato gotovo sta to velika apostola, ki sta vredna našega vsakodnevnega posnemanja, da bi tudi mi bili tako goreči, takšni oznanjevalci, in da kljub vsem tistim padcem, ki prihajajo, ali pa nekako zatajitvam, vedno znova šli nazaj Gospodu in bili z njim. Ali si mogoče vas samostan tudi pobliže ogledati, naprimer kot obiskovalec, morda kot Roman, kdaj imate svete maše? Ja, pri nas so svete maše vsak dan zjutraj ob 8 in pa zvečer ob 7, v zimskem času ob 6. Ob nedeljah in praznikih pa imamo maše ob 7:30, ob 9, pol 11, pa prav tako zvečer torej ob 7 ali ob 6. Veseli smo vsakega, ki pride k nam, in sicer smo tudi vedno na voljo, da pokažemo naš samostan. Zdi se mi, da v vsakem samostanu si je vredno gledati 3 stvari, če človek pride, in sicer gotovo, da je prvo tisto, kar je cerkev, kjer je torej središče samostana, kjer prebiva živi Bog in v katerem torej se zbirajo redovniki, ki v samostanu živijo. Potem je gotovo tudi knjižnica, ki je v vsakem samostanu nekako tudi prostor, kjer redovnik nekako se poglablja duhovno življenje, v duhovnih knjigah izobražuje in tako nekako sledi tudi toliko časa, v katerem živi. In pa tretja stvar, v samostanih velikih je tudi obednica, ki je bila vedno kraj srečevanja redovnikov, ne samo zaradi obrokov, se pravi hrane, ki jo zaužijejo, ampak to je tudi prostor torej medsebojnega pogovora in je zato tudi vedno bila nekako bogata v freskah ali tudi v drugi opremi. To so gotovo stvari, ki jih želimo videti in jih je tudi mogoče videti v našem samostanu. Opravljate v samostanu tudi kakšno dejavnost, ki bi jo radi predstavili našim gledalcem oddaje Pot poti, čeprav ste nekaj že omenili? Ja, torej nekako sem že prej nekatere stvari omenil, pa mogoče bolj konkretno lahko rečem, torej kako sem dejal. Tudi danes želimo, da nekako v 3 smerih delujemo v našem samostanu. Gotovo prvo je to pastoralno življenje v župniji, ki je tukaj, pa seveda tudi širše, ne samo znotraj župnije, se poskušamo preko raznih skupin ponuditi ljudem, ki želijo duhovno hrano, da jim je tukaj na voljo. Tako imamo tudi pripravo odraslih na zakramente, potem različne zakonske skupine, karitativno dejavnost in seveda
čisto konkretno tisto župnijsko delo, ki je. Zraven tega verskega delovanja in življenja vsi samostalno torej tudi prizadevamo za izobraževanje in sicer konkretno imamo zasebno glasbeno šolo, ki je strani države priznana in imamo trenutno 200 učencev, deluje že 4. leto. Lahko rečem, da naši učenci skupaj s svojimi profesorji zelo dobro delajo, te dobivajo lepo priznanje tudi na različnih tekmovanjih in potrditev vsega tega je, da je velika želja, da bi mnogi tudi radi prišli v to našo šolo, vendar nažalost pa je zaradi omejitve učencev strani ministrstva jih več kako 200 ne moremo sprejeti zaenkrat. Tretja stvar pa je ta kulturno-izobraževalna dejavnost v našem samostanu, ki se izraža predvsem v tem, da imamo tukaj društvo izobražencev Svetega Viktorina, tako prirejamo mesečna predavanja za izobražence, potem imamo najrazličnejše koncerte, ki so v okviru naše zasebne glasbene šole ali pa tudi drugi koncerti. In pa seveda tudi smo nekako na voljo, da se pri nas odvijajo najrazličnejše razstave in gotovo ena najbolj poznanih v naši domovini, pa tudi preko meja, so dobrote slovenskih kmetij, ki je vsako leto tukaj v našem samostanu. Tako da nekako pač poskušamo v teh 3 smerih še naprej delovati. Slišal sem, da imate tudi bogato knjižnico, morda nam jo na kratko predstavite. Ja, naša knjižnica, ki jo imamo, je ena najlepših in najbogatejših, kako lahko vidite. In sicer smo ponosni zato, ker imamo najstarejši dokument v naši knjižnici iz 9. stoletja, to je fragment Teodozijevega zakonika. Zraven tega pa za naš slovenski narod je velika dragocenost, in sicer Novi testament. Primož Trubar, vemo, da je bil tisti, ki je prevedel Novo zavezo in mi se lahko tukaj v naši knjižnici pohvalimo s tem, da imamo torej to knjigo, ki je popolna, torej nič ne manjka. Pred leti je bila restaurirana in tako na voljo tudi vsem obiskovalcem, ki pridejo, da jo lahko vidijo. Zraven tega imamo še nekatere faksimile, ki so prav tako zelo dragocene. To je za prvo tiskano knjigo, se pravi Sveto pismo od Gutenberga, potem Das Perikopenbuch, ki je torej tudi dragocena knjiga in edina v naši domovini. V naši knjižnici so knjige, ki so iz najrazličnejših področij, se pravi gre za duhovnost, gre pa tudi naj bo to na področju matematike, fizike, psihologije, umetnosti, lahko rečemo skratka vseh. Knjige so v veliki meri pisane v latinskem jeziku, gre za knjige v italijanščini, tudi v nemščini, v gotici, kajti naš samostan je bil nekako prej močno povezan z nemško govorečim področjem, se pravi z Grazom in drugimi samostani na tem področju. Seveda, kako so redovniki prihajali z enega samostana v drugi, tako so tudi nekako knjige nosili se bojo in ali pa so jih tam postili in zato torej imamo samostano te knjige iz vseh teh področjih, teh jezikov in ta knjižnica naša seveda je na voljo vedno, da lahko jo vsi ogledajo, turisti, romarji, ki prihajajo in lahko rečem, da jih je veliko, ki želijo videti. Gre pa tudi za različne strokovnjake iz posameznih področij, ki prihajajo vsem v našo knjižnico študirati posamezne stvari. Zraven tega še imamo drugo knjižnico, ki je večja, kakor je ta, in tej knjižnici tudi smo na voljo za izposojo knjig, dvakrat tedensko izposojamo knjige, tako da tudi nekateri ljudje prihajajo, se predvsem z tega verskega področja duhovne literature izposojo knjige in jih uporabljajo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, jaz bi vas povabljal na Vatikanski hrščanski strežnik RKC,
kjer so patri predstavili Medžugorje. Tudi imeli smo intervju z Vitkinjo Marijo Pavlovič Luneti. Pravzaprav veliko bogatega se bo najdel, če boste obiskali preko interneta to spletno stran. Med drugim imate tudi zelo lepo kapelo pri vas z Marijinim kipom iz Medžugorja. Kako ste se odločili, da postavite to kapelo? Kako je prišlo do tistega navdiha? Predvsem je pa gledalce povabil, kdaj bodo v bližini Ptuja, da si ta milostni kip tudi ogledajo in po njem pomolijo, oziroma tudi kakšno prošnjo priprosijo. Ja, kako sem že prej dejal, takrat, ko smo nekako se odločili, da bomo ponovno zgradili cerkev, je v vseh teh dogovorih tudi s Pomniškim varstvom prišlo do odločitve, da mora biti zunanjost cerkve takšna, kakršna je bila pred vojno. To je pomenilo, da bomo tudi zgradili ob cerkvi tako imenovano Loretsko kapelo. Vemo, da Loretska kapela torej obstaja v Loreto, v Italiji. Legenda pripoveduje, da so jo angeli prinesli, torej iz Nazareta preko Trsata do Loreta. In tako je torej bilo obdobje, ko so gradili Loretske kapele in ena izmed redkih Slovenije je torej tudi nastala tukaj pri nas. In sedaj, ko smo torej zgradili ob cerkvi, je bilo vprašanje, seveda, kako to Loretsko kapelo opremiti ali torej nekako rekonstruirati. To kapelo tudi znotraj, v tistem stanju prvotnem, ki je bilo pred vojno, ali jo nekako prilagoditi današnjemu času. In ob tem razmišljanju, kaj storiti, ali torej, kip Marije Loretske kako prinesti iz Loreta in ga ponovno tukaj spostaviti, je prišlo, lahko rečemo tako, po Božji milosti, nekako do tega, da je ena gospa bila pripravljena darovati kip Marije iz Medžugorja in smo ga najprej postavili zunaj na dvorišču, potem pa zaradi različnega vandalizma, ki se je tukaj dogajal, smo prišli do ideje, da je bolj primerno, da ga postavimo v to Loretsko kapelo. In seveda tam smo ga potem postavili, slovesno mašo, to Marijo tudi kronali s krono. In ko smo to Marijo postavili v to kapelo, kako smo videli, da je veliko vernikov, ki radi prihajajo v to kapelo, Mariji moliti in prositi. In lahko danes rečemo, da smo storili prav, kajti iz dneva v dan vidimo veliko vernikov, ljudi, ki preko dneva prihajajo prav v to kapelo Mariji, tukaj puščajo svoje prošnje, s katerimi prihajajo pred Marijo in molijo, prosijo, prižigajo sveče. Mesečno imamo tudi vsako predzadnjo nedeljo zvečer molitveni program, 1 uro pred mašo, potem pa sveto mašo za vse romarje, ki so kdaj romali v Medžugorje, so ostali prav tako lepo povabljeni. In tako se torej zbira lepo število vernikov, ki radi prihajajo vedno znova k Mariji. In nekako lahko rečemo, da je pač to Božja milost, da se je tako uredilo. In vemo, da veliko ljudi prejme milosti, so slišane njihove prošnje in prav je, da seveda tudi mi skupaj z njimi molimo ta namen. Tudi še samo k temu dodal našim gledalcem, da lahko Radio Mir Medžugorje poslušajo v kabelskem sistemu Telemacha po celotni Sloveniji in tudi preko slovenskega spletnega strežnika www.zivilko.com in bodo še bližje povezani z tem največjim neuradnim svetiščem v Medžugorju. Ali ste zadovoljni s pastoralnim delom med ljudmi, ali bi se dalo še kaj več narediti, morda bolje? Težko vprašanje. Lahko tako rečem, da nikoli
ne moremo biti, pa ne smemo biti zadovoljni. Kajti vedno moramo nekako imeti nove ideje, želje, da bi Jezusovo dobroto, ljubezen, ki nam je dana, posredovali ljudem. In zato kljub tistemu delu, ki ga opravljamo, kljub odzivom, ki je strani vernikov, seveda se s tem ne smemo zadovoljiti, ampak vedno znova, torej tako v molitvi, kako v našem delu, iskati možnosti in priložnosti, da evangelij oznanjamo, ne bo to prilično ali neprilično, kako nam pravi Sveto pismo, apostol. In zato bi dejal, da tudi v našem samostanu, tudi med nami minorite, vedno poskušamo odkrivati tiste nove možnosti, priložnosti, na kakšne načine bi lahko torej se srečevali z ljudmi in jim posedovali veselo novico o odrešenju. Včasih tistih zavednic, ki nam pravzaprav je ti talent pogovor, kateri imamo, da moramo oddaje končati. Kaj bi za konec oddaje položili na srce našim gledalcem oddaje Poti? Na koncu bi dejal tako, da danes smo ljudje nekako zelo negotovi, imamo občutek, da nimamo časa, da imamo premalo materialnih stvari, vse to nas nekako bega, vznemirja in morda je naša življenjska pot takšna, da smo danes tukaj, jutri smo tam, negotovi, da bi vsem tem vsakodnevnem življenju poskušali predvsem iskati tisto pravo središče, če lahko tako rečem, jedro, kjer se bomo umirili, kjer bomo spoznali, kaj je pravi zaklad našega življenja, ki je naša prava sreča. In gotovo, da je to v Jezusu Kristusu. On nam je svojo smrtjo, vstajenjem dal ta veliki zaklad. To je sveta Evharistija, s katero je povezan tako zakrament sprave, spravi svete spovedi, kako vse ostalo. In če človek nekako ravno tukaj želi imeti svoj smisel življenja in je tisti, ki bo pristopil k spovedi, ki bo šel s čistim srcem k obhajilu, ki bo navzoč pri maši, znotraj skupnosti, ki bo rad molil, prebiral Božjo besedo, potem nekako v sebi čutiš veselje, srečo, kljub vsemu, kar se okrog nas dogaja, kljub vsej negotovosti, raztresenosti in žalosti. In zato želim, da bi to veselje in radost, ki nam ga je zapustil Kristus, osvojili in ga ohranili v svojem srcu in da bili zvesti skupnosti in živeli znotraj skupnosti. Jaz se vam srca zahvaljujem v svojem imenu, v imenu naše televizije in seveda naših vseh gledalcev za pogovor, za sprejem. In vam in vašim bratom želimo obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Ja, hvala tudi vam in vsem mir in dobro. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, vas pa pozdravljam iz Ptuja na Štajerskem za tistim lepim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.